Ker smo radi na kamot. Imamo pa radi tudi kakšne goste, ki pridejo malo pozdraviti. 29 je, Radio Velenje je tole in z mano že magister Tina Grošelj-Dobrijevič, vodja službe za odnose z javnostmi, marketinga pri Skazi. Živijo, lep pozdrav, dobro jutro ali kakorkoli že. Dobro jutro in dober dan. Vse v redu, vse štima, tole lepo vreme, sicer ponedeljek je, ampak verjamem, da novim zmagam naproti, ker tale vikend se bo pa kar tak zanimivo končal, ne? In glede na to, da kaže, da bo sobota sončna, pravzaprav super. Si rečem, naj se zdaj zemlja nahrani in za nas pa sije sonce v soboto. Tako se zlije zdajle, pa bo soboto sonček, pa fajn vreme. Dogajal se bo namreč 11. izkaz in dobrodelni tek otrok otroku, najbolj srčen tek v državi. In to ravno ob 11. če se ne motim. Ja, pravzaprav so nam zvezde pokazale, da je najbolj učinkovito, da 11. dobrodelni tek poteka ob 11. uri, tokrat v soboto. Napoved kaže, da bo sonce, tako da se veselimo, da bomo ponovno udejanjali slogan Zmagamo, ko si pomagamo. Saj takrat, ko je naša solastnica podjetja Skaza, Tanja Skaza, pred 11 leti zasnovala ta tek, se mi zdi najbolj čudovito to, da poleg poslanstva, da pomagamo z zbranimi sredstvi, da je ta možnost dana tudi otrokom, da pravzaprav vsak prijavljeni tekač, vsak, ki vplača štartnino, da prispeva k sredstvom, ki jih skupaj potem podarimo izbranim organizacijam. Letos smo se osredotočili v organizacije, ki skrbijo za duševno zdravje otrok in pa mladostnikov, verjetno posledično seveda tudi družin. In veseli me, da vsako leto se več sponzorjev odloči, da nas podpre, da vsako leto več tekačev stoji na štartni črti in tukaj čutim izjemno hvaležnost, da dogodek raste in da starši vsako leto pripeljajo svoje otroke, tako da tukaj res hvala lepa in želim si, da bo ta dogodek torej živel svoje poslanstvo tudi naprej, kajti slogan Zmagamo, ko si pomagamo, povezuje tudi temeljne vrednote, kot so empatija, medsebojna pomoč in pa pogum. In tukaj se mi zdi, da je to sploh v družbi, ki postaja vedno bolj individualna, se mi zdi ključno, da se vračamo nazaj k srcu, k temeljnim vrednotam, ki povezujejo in bogatijo našo družbo. Ja, glede teka, ne, kako se še prijaviti, kaj narediti, no? Jaz imam soboto čas, imam otroka, kaj bi zdaj lahko naredil? Iskreno, lahko se prijavite preko spleta, otroku, boste najdli vse informacije, če vpišete v iskalnik in vas bo povezava vedla do prijave. Lahko rečem, da se bomo imeli čudovito, ponovno pripravljamo izjemno bogat program za družine. Seveda bomo kaj dobrega pojedli, odtekli dobrodelne metre, kjer mi je pomembno poudariti tudi to, da sta progi 200 in 800 metrov, tako da gre za simbolični tek in pa da tukaj je vsak zmagovalec, zato ker prispeva k donacijskim sredstvom in seveda vsak, ki preteče progo, tudi dobi medaljo. Rada bi poudarila pa tudi to, da letos na naš oder stopajo še finalisti našega natečaja pevskega in izbrali smo jih kar 8, ker si želimo več otrokom ponuditi prvič veliki oder in da imajo priložnost se predstaviti in da pravzaprav tudi skozi poslanstvo Zmagamo, ko si pomagamo, dajemo priložnost tudi tistim, ki radi pojejo, še niso imeli priložnosti stati na velikem odru in jim bo Skaza tokrat ponudila to priložnost in tudi na ta način pravzaprav dajemo priložnost otrokom, da uveljavijo svoj talent. Super, 8 jih je in bo kar zanimivo tole. Ne bojo pa edini, ki bodo stopili na oder. Imate še enega posebnega gosta? Imamo tudi častnega gosta. Torej, lani je bila z nami predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Letos bo z nami prvi mož v državi, doktor Aleš Musar, in srčno se veselim, kajti pride seveda tudi naš župan, da v bistvu počastimo podelitev donacij,
ki gre letos res v roke organizacij, ki skrbijo za dobrobit naših otrok, in jaz sem srčno vesela, ker ti sem že videla tudi rezultate projektov, kjer smo letos postali tudi partner Oddalje do Žana, in eden od rezultatov tudi je bil ta, da otroci, ki imajo čustveno varnost, ki jo seveda oni skozi svoje programe razvijajo, napredujejo tudi pri bralnih sposobnostih, tako da kažejo tudi rezultate raziskave, da duševno in kognitivno zdravje, seveda duševno zdravje pozitivno vpliva tudi na intelekt, tako da čutim izjemno hvaležnost, da lahko soustvarjam ta dogodek in seveda vabim vse družine, da se nam pridružijo, kajti to je postal družinski dogodek, kjer se imamo lepo, kjer je tako glasba, kjer je šport, gibanje, ki je tudi pomembno za duševni razvoj, in pa številne zabavne igre, tako da samo to lahko rečem. Vljudno vabljeni, veseli bomo vaše družbe in se vidimo v soboto. Torej, to soboto, bolj natančno 6. se piše, ob 11. se bo začel, torej 11. skaz in dobrodelni tek otrok, najbolj srčen tek v državi, na katerega ste seveda več kot vabljeni. Tako da, najlepša hvala tudi za vse informacije. Sva še kaj pozabila? Mislim, da nisva. Mogoče bi izpostavila še to, da sem izjemno hvaležna in rada bi še to izpostavila svoji čudoviti ekipi skaza, sodelavcem, ki soustvarjajo ta tek. Za tem dogodkom seveda stojijo številni moji sodelavci in tukaj bi rada poudarila tudi to ekipno delo, ki je danes seveda ključ do uspeha, in da lahko seveda uspešna podjetja prispevajo znaten delež, kar skaza seveda je, da lahko vračamo družbi, in to se mi zdi najbolj srčno pri najbolj srčnem teku v državi. Super. Tina Grošelj Dobrijevič, hvala za te informacije, se vidimo v soboto. Hvala tudi vam in se veselim sončne sobote v vaši družbi.